Novomeški galeriji Simulacr se z intermedijsko razstavo Blur Techno predstavljata domačina Gregor Balog in Uroš Weinberger. Projekt ne skriva svoje eksperimentalne narave, ampak se avtorja lotevata poetične raziskave preteklosti oziroma natančneje zanimajo, na kakšen način so se naši predniki ozirali v svet prihodnosti, v svet neslutenega tehnološkega razvoja, ki se bo šele zgodil. Blur Techno je njun drug skupni projekt. Prvega sta izvedla pred 2 leti v Sokolskem domu, vendar sta ga tokrat zastavila povsem na novo. Tako Soft Techno v Sokolskem domu kot Blur Techno, ki je zdaj pri nas, tematizirate nekako preplet med znanostjo in umetnostjo. Konkretno tukaj sta avtorja iz različnih ferov pobrala določene tehnološke inovacije, ki so nastale v preteklosti in jih inkorporirala v neke nove poetične strukture, ki v bistvu na nek način preoprašujejo naš odnos do tehnologije. Naši predniki vseh takratnih tehnoloških izumov seveda niso sprejeli odprtih rok in glave. Pa ne vem, zdaj meri se štartalo tudi tako, da tehnologija ni zmeri najboljša stvar, da so obstajajo tudi neke tehnološke pasti, ki obstajajo, katere moramo tudi sami se zavedati. Zdaj pa zakaj je tako? Predniki so pa v bistvu lahko vidimo po znanstveno-fantastičnih filmih, ko so jih snemali že od začetka stoletja in vse je bilo videno z strani te avantgardne, tehnološke avantgarde, se pravi napredka v nek neskonc. V resnici mi že živimo te vizije, kako si zamišljajo prihodnosti. Blur Techno se tako idejno napaja v preseku tehnologije in umetnosti. Dveh entitet, ki sta se, gledano z zgodovinske perspektive, medsebojno pogosto oplajali, se druga v drugi ogledovali in na ta način s svojimi specifičnimi orodji tudi spodbujali lastno domišljijo. Ja, tehnologija vpliva na umetnost že od začetka umetnosti. Sploh renesansa je tle v bistvu en čisti primer, kako so preko tehnologije, konkretno kamera obskura, sploh prišli do tega, da so začeli slikati tridimenzionalni prostor, ki ga prej niso znali. In tako naprej. Tako da tehnologija sovpada z umetnostjo, tako res absolutno. Avtorja sta predhodno že sodelovala v projektu, tako da drug drugega dobro poznata. Medva se dopolnjujemo odlično. Zdaj recimo, to je druga stvar, ki se je naredila skupaj, pa definitivno bova nadaljevala. Tako da prva stvar je tudi, da predstavava tu še kje druge. Kako pa bi bila njuna razstava videti v prihodnosti? Po mojem bi bilo vse 3D. Ne vem, mislim, da je tukaj taka neka klasična, da je v bistvu taka, kakršna je, bi zdržala tudi v prihodnosti, ker prikazuje preteklost. Tako se mi zdi, da je... Ja, nekako je, v resnici sploh nima nekega časa, neka točka nič. Prikazuje prihodnost, preteklost in sedanjost. Zdaj sem odvisno, kje ti sam stojiš, pogledaš. Intermedijska razstava Blur Techno bo v galeriji Simulacr na ogled do 20. oktobra.